skupaj. Hvala, da ste pozvali takšnemu številu na svetovni konferenci Planinarske zveze Slovenije pred počtjo ženske in moške reprezentance na svetovni pokal oziroma svetovno prvenstvo v Turčijo. Nekaj osnovnih podatkov o samem tekmovanju sestavi reprezentanc smo vam pripravili v materialu. Ostale zadeve vam bodo razkrili naši sogovorniki. Z nami so danes predsednik Planinarske zveze Slovenije Friedrich Marinko, selektor ženske reprezentance Nika Sodec, reprezentantka Sara Jenčič, selektor moške reprezentance Anton Kostar in kapetan moške reprezentance Davor Janžič. Najprej bi za par besed prosil predsednika Planinarske zveze Primoža Marinka in malce predstavi, kako bo potekala pot slovenske obeh reprezentanc v Turčijo, kakšne so razmere v Turčiji, tudi pojavilo se nekaj vprašanj, varnostnih vprašanj in pa kakšne so pričakovanja Planinarske zveze glede samih rezultatov. Lep pozdrav tudi v mojem imenu in dobrodošli na Planinarski zvezi Slovenije. Odpravljamo se v Turčijo, kjer sta na sporedu dva dogodka, in sicer svetovni pokal za članice in pa svetovno prvenstvo za člane. Odhajamo v dveh ekipah, bomo rekli, ženske z Miho odpotujejo v četrtek, članska reprezentanca pa bo odpotovala na prizorišče v ponedeljek. Strani organizatorjem smo prejeli več zagotovil, da je varnost na območju svetovnega prvenstva v redu, tako da tukaj ne pričakujem zapletov in gremo mirne vesti pa in mirne volje v Turčijo. Mislim, da so tako ženska reprezentanca kot tudi moška odlično pripravljene, tako da si nadejamo dobrih vrhunskih rezultatov. Ker bodo kot prvi na svetovnem pokalu bo prva nastopila ženska reprezentanca, bi prosil selektorja Miho Sodca, da nam predstavi samo reprezentanco in pa kakšni so tudi rezultati na tem tekmovanju. Zdravljeni. Reprezentanco sestavljajo 3 tekmovalke, se pravi Starič, Petrič, Tadeja in Gorčina Nina. Tekmuje se tam že napisan v ekipnem, znotraj same tekme se ena tekma je sestavljena pa iz natančnega razvijanja, igre dvojic in hitrostnega razvijanja. In tem, da letos eni od favorit ne bo na prizorišču, pričakujem kar visoko uvrstitev in bo izboljšanje tiste 2 let v samem bajdu. Hvala. Sara Jenčič, kakšna vzdušja reprezentanci, ko rečemo, da ste kar izkušene reprezentantke, že kar nekaj nastopov za vami na velikih tekmovanjih, kako punce pričakujete to tekmovanje? Ja, tako že 2 leti nazaj, ko smo bile tretje, sem zelo zadovoljna, da je tiste rezultat, potem zdaj ga bomo pa skušali še izboljšati. Dveh ovir ni, kot smo že rekli, Francije in Italije, ampak bomo dali vse od sebe, kar se le da. Vzdušje je super, razumemo vse, pripravljeni smo, tako da gremo novim zmanjem naproti. Kako so potekale same priprave in katerih disciplinah menite, da ste močnejši od tem? Ja, Nina bo absolutno v hitrostnem zbijanju, potem za natančno mislim, da smo jaz pa Tadeja kandidatke in pa za dvojke kombinacija Tadeja z mano ali pa Tadeja z Nino. Hvala lepa. Zdaj bi prešel na moško reprezentanco, ki jo bo prvič kot selektor članske reprezentance na svetovnem prvenstvu vodil Anton Kostar. Tako da bi ga prosil, da nam tudi on predstavi svoje reprezentance, če je imel težak izbor in kakšni cilji se odpravljajo v Turčijo. Lep pozdrav sem skupaj, danes sem prvič v vlogi selektorja moške reprezentance. Prevzevam Jarek Čevelj, katerega je zapustil prejšnji selektor Škodornej Aleš, se pravi, prepustil reprezentanco, katera je bila najboljša na svetu. V tem trenutku moram reči, da reprezentanco nisem menjal, da imajo popolno zaupanje na mene, oziroma jaz v njih, tako da verjamem, da bodo fantje odigrali po svojih najboljših močeh in da bodo
šli željo po osvojitvi najbolj žlahtne medalje, če bodo posvojili medalje, bo pa pač medalje. Ampak vemo, da branijo tako Davor in Jure medaljo, zlato medaljo, kot Davor zlato medaljo in sem pripričan, da bosta tudi zdaj hotela to ponoviti, ta rezultat iz Maroka. Tako da vsi ostali, Anže Petrič, žal, on je svetovni prvak po hitrostnem zbijanju, jaz imam pač načelo, da se tudi svetovnih prvakov ne menja, vendar je tukaj močna konkurenca, ki imamo pač dobrega hitrostnega zbijalca, Orčnika Leša, ki je trenutno zelo dobro pripravljen, da na treningu 50 vrženih metov za 48 metrov. Pa vendarle, Anže, da se vrnem na Anžeta, Anže je bil vmes operiran na bruhu, tako da se zdaj počasi pripravlja, oziroma že prihaja na to svojo predstavo tednico in on bo pa pripolov v štafetnem izbijanju. Dejan Tonejc bo igral v igro v krog, sami vemo, da zmeraj posega po skoraj najvišjih mestih in da bo tudi zdaj želja njegova, da osvoji ta naslov. Tako da reprezentanca, katera gre v Turčijo, gre z namenom, da osvoji čim več zlatih medalj. In veliko svetovnih prvakov, da pripeljamo nazaj, tako kot smo imeli uspehe z mladimi, si želimo tudi rešiti. Nekaj deset v sami konferenci, svetovni vrh se širi, katera reprezentanca bi bila lahko letos najbolj nevarna? Glejte, vsekakor je tukaj nevarna Turčija. Turčija močno napreduje, njihov svetovno prvenstvo, tako da bodo verjetno nekaj dobri konkurenti. Zdaj, kar se tiče Francozov in njihove odsotnosti, moram reči, da pač je tako, kot je, ampak vendar tukaj niso bili taki konkurenti, ki bi si jih lahko bali. Seveda so tukaj Italijani, Hrvati, verjetno še Argentinci, tako da konkurenca je kar velika. Sploh pa zdaj za tem štafetnem izbijanju, 1-3, tako da bodo verjetno rezultati tudi iz nezgrešenim metom. Davor Janžič, ko si že selektor omenil, da braniš 2 zlati medalji zadnjega svetovnega prvenstva, je to dodatna motivacija ali morda breme? Tako sam, če si bilo. Lep pozdrav. Ja, jaz na to ne gledam tako, da bi me dodatno obremenil iz tega, ker preigralstvo res veliki že prvenstvo in evropskih in svetovnih. Če bi na prejšnjem prvenstvu dvakrat izpadel, bi šel na ta prvenstvo z isto željo. Ena stvar so želje, pričakovanje, druga stvar je realnost. Jaz grem normalno za to v obeh disciplinah, ne moram pa zagotoviti, ker tukaj pa več faktorjev. Moje tudi dnevne čutja od konkurence, ampak pripravljeni smo v redu, da gremo na najvišji. Odigrali boste tudi 2 tekmi v italijanskem prvenstvu do začetka svetovnega prvenstva, to verjetno je to zelo prav. Ja, to je verjetno dodaten plus. Lahko bi pa rekel, da včasih je pa tudi minus. Zdaj, če ti greš pred prvenstvom, odigraš 2 tekme, pa ti dobro za lauf, oziroma dobro odigraš, je to ena super motivacija. Če pa slučajno pride malo slabega rezultata, pa verjetno ni. Ampak se bomo potrudili, mi smo prvi tekmo odigrali svojevo, smo zmagali, dobro odigrali, da najboljš tudi pri drugi tekmi. Še tole, članska reprezentanca nastopa v zadnjem desetletju praktično v nespremenjenih kadrovskih zasedbi, je to tudi ena od prednosti, tudi eden od razlogov za tako vrhunske dosežke. Ja, lahko rečem, da fantje se res dobro med sabo poznamo. Vemo, kaj si kdo želi, kaj kdo pričakuje, kakšne ima težave, kakšne so prednosti, slabosti, tako da to je en pomemben faktor. Normalen pa je, da po tolikih letih, da enkrat bo prišla čas za menjavo generacij, upam, da čim kasneje, ampak zaenkrat smo trenutno mogoče nas spet še vedno v vrhu. So pa mladi, ki so vsak let boljši, moram res pohvaliti, napredujejo, tako da se nadujejo za to. No, to bilo to z moje strani, sedaj ste na vrsti vi z vašimi vprašanji. Besedo na dan. A je bilo vsem kaj pomislekov za tega bližine Sirije, francoska država je svojim športnikom predlagala, da ne gredo v te kraje, kako je imel kontakt z organizatorjem?
Moram reči, da tukaj nismo imeli kaj veliko pomislekov. Odpoved Francije ne gre imati kot samo nek politični razlog za dogodke v Siriji. Mislim, da so Francozi odpovedali tekmovanje zaradi nestrinjanja z mednarodno obrambno zvezo pri določenih odprtih vprašanjih, tako da je tam iskati glavni razlog. Lahko še pri ženskih poveste, katere države so tiste konkurentke za najvišja mesta? Odsotnih Francija in Italija ne bomo govorili, da so pa Kitajska sicer novo generacijo, ampak mislim, da vemo leto, kar so na novo postavili, so verjetno napredovali. Domačin Turčija, Hrvaško imamo svoje skupine, se pravi, se ne bomo srečati znotraj skupine, ker so žreb treh skupin različne nasprotnike. Tako da Argentina je mogoče tudi zelo tako. Se upravičujem, ker morda so zdaj žreb skupine, že znano, v kateri skupini igrate? Ne, žreb je prvega zvečer, žreb pripravljen na izravišču, na Sinu, ampak postavljene so teh 12 držav je postavljeno 3 oziroma 3 kategorije. Vsake skupine pride en v skupino držav. Zmagovalec skupine se na to vrstijo v 4 skupin, se vrstijo zmagovalci v polfinale in nedeljo popoldne pa na prvega finale. Avtonomci igrali vse te partije, kjer se bodo igrali na svetovnem? Ja, zdaj predvideno je bilo, da vse partije odigramo, da partije igrajo na tistih mestih, kjer bodo igrali na svetovno prvenstvo. Vendar, ko si že sam omenil, je Jure zbolno, vsi hlast, ampak vendar jaz mislim, da ni to hudo. Tako da igrali bomo, ja, v začetku bomo igrali, se pravi, prvo posamezno krog in pa precizno zbijanje, potem bomo šli pa na hitrostno zbijanje, na konc, ki bi mogla biti pa kraljica našega večera, dvojka bo pa pač sestavljena dvojka, ne bo dvojka, katero bo nastopila svetovna prvenstva. Vete, kaj enkrat doseže nekdo vrh, ne, je težko obraniti. Ampak vendarle jaz mislim, da naš cilj je ta, da smo spet najboljša reprezentanca. Vete, rezultati, koliko je že pomenil Davor, na pripravljanju treningu je na preciznem izbijanju zgrešil samo zadnjega balina. Nekaj na svetovnem sam prvega. Ja, no, ampak tako je pač ta naša precizno zbijanje, to balina je takšno nepredvidljivo, ne, da lahko včasih zadano, še včasih pa idealno lepo mečeš, pa niso jih najboljši zadetki, kot da ne štejejo. A ta zdaj nosi s tem Davor, ki je šteč? Ja. Mislim, da je to ena izboljšava. Glede tega, da je manj reprezentanc, določene se mogli, v bistvu vse se mogli kvalificirati, razni domačini. In treba potekali, pa ni tega, po domače rekel, balastno zdravljeno, stopal, imel je 2 dni časa. Ne je boljše. Stan, balast, taj smo danes tudi? Ja, lahko natančno zbijamo, da je to zelo težko.